V vzgojnem domu Veržej je nekaj več kot 40 osnovnošolcev. Na začetku je hudo, pa se navadiš. Najtežje mi je še kar šola. A najlepše je tukaj, da se lahko nekoga zaneseš, da si vedno vzamejo čas za tebe. Nikola in Nino sta prišla v dom v 5. razredu osnovne šole, zdaj sta v 9. Problem je zunaj s prijatelji, z šolo, doma starše nisem v Bogu. Ti prideš tukaj v zavod in omejen si, ti imaš nekatera pravila tukaj, postavljena hišni red, ne? Ti to moraš upoštevati in učitelji ti na vsak način probajo pomagati, da se spravaš v red, da ubogaš, da se naučiš osnovnih stvari, ker doma nisi, naprimer, ker si doma bil prost, ker si, ne vem, sin edinčeka, ne, pa mami vse pusti. Predvsem gre tukaj za to, da otroci doživijo red, doživijo neki okvir, preko katerega so doma lahko stopali. V bistvu sem na sebi kar dosti naredil. Pomagali so s tem, da imaš neke omejitve tu. Pravi, da sta z Nikolo v domu postala dobra prijatelja, sicer pa se otroci lahko vedno s kom pogovorijo, če jim je hudo, smo slišali. Vsak otrok ima nekoga, ki najbolj zaupa, ne? Ampak vsi učitelji so solidni, prijazni, vsi učitelji probajo na čim boljši način pomagati. Ne? Ko pa odrastejo na ta svoj vstop v zavod, gledajo s popolnoma drugačnimi očmi. Večina šolarjev se že v času bivanja v domu lahko pohvali z vidljivimi učnimi dosežki, tudi kasneje v življenju so uspešni. In svojo dobro zgodbo pišejo tudi Amadej, Nikola in Nino, bodoči avtomehanik, slikopleskar in nogometni vratar.